Dober večer. Pa mikrofone. Ja. Hvala za razrešitev tega tehničnega vprašanja. Dober večer, dobrodošli v Deželi pridnih. Kot gotovo veste, je nocojšnja tema povezana s humorjem, smehom. Naslov pogovora je Toliko klovnov in tako malo smeha in podnaslov Humor v Deželi pridnih. In moj nocojšnji gost je seveda temi primeren gospod Jure Karas. Gospod. Ja, že sam naslov našega cikla, ki zdaj traja že 3. leto, se pravi Dežela pridnih, se zdi nekako neskladen s humorjem in smehom in nasploh velja za narod, ki mu pripadamo, nek stereotip, da imamo velike težave smehom, da nismo najbolj duhoviti, da smo precej nesproščeni, sploh kadar bi se morda kdo drug delal norce iz sebe, mi tega ne znamo in svoje travme rešujemo na druge načine. Kako ti kot človek, ki se s humorjem ukvarjaš profesionalno, gledaš na ta stereotip, kako doživljaš deželo pridnih skozi prizmo smeha? Verjeten nekako vsi lahko diagnosticiramo, da nismo Slovenci ta najbolj šaljiv med vsemi narodi na svetu, ampak dobro, verjeten, to mislim, da gre kle nek geografsko-kulturna linija te meje Balkana, pa Avstrije, Nemčije in tako naprej, ker ne vem, vsaj večina severnih narodov, ki sem jih jaz srečal, so še manj naravno šaljivi, ne? Ampak jaz mislim, da kle ne gre, jaz se ukvarjam s humorjem zdaj v bistvu kot s poklicom, no? Tako da zdaj reči, da Slovenci ne znajo biti smešni, ni prav, ne, se pravi, v tem komedijskem smislu so seveda tudi Slovenci absolutno smešni. Ja, je pa vprašanje, smo kot narod nagnjeni k temu nekemu cinično zajebanskemu odnosu do življenja in mislim, da vse, kar se meni tiče, odgovor nismo. Zdaj, verjetno si še kar deliva izkušnje iz otroštva, oziroma vsaj moji spomini na otroštvo in na humor v javnosti je precej povezan s tem nekim vic-mohrstvom od, ne vem, raznih mopečov, pa oddaje, ki jih je imel Mito Trefalt, skratka, odmev vsega tega se mi zdi danes še vedno obstaja, je zelo aktualen, sicer ga ne spremljam, ampak vem, da je, ne, so te oddaje, slovenski pozdrav, ki imaš vedno tudi tega vic-moharja, potem ta figura je nekako zelo stereotipna, skoraj da arhetipska tudi na raznih porokah in podobnih slavih, ne, ki ponovadi tudi glasbenih prevzema to vlogo, da vmec pove še par sočnih šal. Ampak po drugi strani je povsem humor tudi pri nas naredil nek tak zavoj v bolj urbani slog, recimo temu tako, ne, prevzeli smo, ne vem, stand-up, prevzeli smo, obstajajo celo klubi, ki so nekako posvečeni temu žanru. Kako v bistvu ti, mislim, gledaš na to razmer, a je tukaj spet v igri neko to, zdaj že nek ta, kako bi rekel, klasičen slovenski antagonizem med ruralnim in urbanim in v čem se v bistvu ta dva načina humorja in smeha razlikujeta med sabo? Ja, prvo to zdaj, če pogledamo to zgodovinsko linijo, mogoče najna izkušnja je tako različna, da jaz prihajam vseeno iz familije, ki so se sem prisolili dol z juga, sicer so Dalmatinci, kar pomeni, da niso blazno smešen narod. Tudi to je zanimivo, ne? Hrvati tudi niso blazno smešni, ne? Kva je? Nekaj v Bosni se nekaj zgodi, pa pol gre Srbija in tja, ne? Ampak skratka, ampak sem pa zaradi tega, ker smo se doma hrvaško pogovarjali, sem vseeno spremljal, ne vem, tudi top listo, potem, ko so bili, sem imel vseeno še ta vpliv, ne, čeprav ja, mislim, to je ta zgodba, ki sem že štetokrat povedal, ne vem, imel sem neko čudaško fazo otroštva, ki sem se na dudlu Vinka Šimeka oziroma Jakata Šrauf-Cigarja, njegove kasete na pamet, sem jih pravil, ampak to sem res čist pokovc, ne, in sam smešen se mi je zdel, da se ljudje smejijo nekim vicam, ki jih jaz tudi nisem razumel in sem jih v neki svoji štajerščini otroški govoril.
Ampak, mislim, hočem reči, kar se pa tiče vprašanja ruralno, mestno, pa ne vem, živa, čakaj, resece. Ne, so v redu, ne, pač nisi mogel prej. Kar se tiče tega ruralno mestno, pa ne vem, mislim, ne vem, a je res v Sloveniji toliko ta razlika med ruralnim, mislim, vse to je isti humor, ne. Vse tudi, če pogledaš Bosno, ja, vse nadrealisti so bili pač Sarajlije, pa mestni ljudje, ampak ta tip humorja, ne, boš na ta zadnji vasi isto doživel, ne. Se pravi, če se pogovarjava o njem, zdaj o razliki med Slovenci, pa ne vem, drugimi narodi, po nekem, mislim, da tukaj ne gre za urbanost, kar se pa tiče zdajšnje situacije, pa tudi v bistvu, mislim, urbanega humorja, mislim, da itak ne more biti, ker mislim, Ljubljana je mesto s 300,000 ljudmi, to ni mesto, ne, to je pač manjše mesto, ne, kaj je to, mislim, težko govorimo o urbanosti. Mislim, jaz recimo delam za komerc teatre, kjer je pač poanta tega tvojega dela je to, da enako v mestu in na vasi se ljudje smejijo in prihajajo v dvorane, ne čutam razlike, kdaj delam za mesto in kdaj delam za izven mesta, mogoče so neke minimalne razlike, ampak ni, vsaj pri nas to ni. Normalno pa, da je blazna zihar razlika ti, ne vem, si stand-up komik, ki nastopa v New Yorku ali pa, ne vem, nekje na vasi v Ameriki. V čem pa misliš, da je, oziroma se verjetno te stvari poznaš, spremljaš, se pravi, če, mislim, zdaj, mogoče to vprašanje v resnici nesmiselno, ne, se pravi, ali zdaj okolje do te mere definira naš smisel za humor, da se v mestih ljudje smejijo drugače, kot se smejijo, recimo temu na vasi. Ampak, ja, če vzame pa zdaj v obzir nek New York ima pa res dolgo in bogato tradicijo klubov, stand-upa in tako naprej. A se tukaj čuti neka razlika in v kolikšni meri poskuša naša stand-up scena pač slediti tem vzorom, ki so vendarle zdaj dostopni, ki so pač samo en klik strani in vsi jih lahko gledamo in ure in ure ja, dobro, študiramo. Spet mi dobivamo iz te, recimo, newyorške scene, teh ta velikih ameriških, recimo, če smo pri stand-upu, komedijskih scen, dobivamo nek izbor spet, ne, mislim, jaz ne, nisem bil še v New Yorku, tako da ne vem, predstavljam si, da imaš dost več undergrounda, recimo, ne vem, vsaj po teh festivalih, kar sem bil, ne vem, Edinburgh in tako naprej, tam imaš, recimo, v stand-up sferi ljudi, ki nastopajo z materialom, s katerim pri nas nikoli ne bi, ker je enostavno preveč specifično publiko rab. Mislim, naši stand-up komik, jaz mislim, ok, mogoče je tole razlika, no, med ruralnim in mestnim. Mislim, da ljudje drugače spremljajo gledališče nasploh. Izven Ljubljane je še zmer generalni odnos do gledališča, tudi če gre za komerc teater, malo bolj spoštljiv, malo bolj z enim strahom pridejo tja in tudi mogoče komedijo zaradi tega dostkrat malo bolj umirjeno spremljajo, dokler se ne sprostijo. Pač v Ljubljani imaš že to konvencijo, recimo po domač, da se pogovarjaš s publiko, veliko hitreje to konvencijo upeleš, no, da razbiješ to steno. No, glede na to, da sva v gledališču in da sva dejansko tudi na odru, tam v sosednjem prostoru v klubu, kako v bistvu gledaš na stand-up kot gledališki žanr, oziroma a je to zate žanr gledališke umetnosti, a je tukaj smiselno vleč neke sporednice ali to pač zgolj nekaj, kar se dogaja na odru in je to edina stična točka, ki jo ima s teatrom. Mislim, da je malo kočljivo vprašanje človeku, ki je vseeno napisal nekaj rečemo temu komedij, ki jim lahko rečemo tudi stand-up in ki smo jih seveda pobrendirali kot gledališka predstava, pa se tudi vemo zakaj, ne? Ker stand-up je v eni fazi v Sloveniji ni bil samo žanr komedije, ampak je bil tudi nivo komedije. In se mi zdi, da je pomenilo enega, ne vem, mlajšega človeka, ki šele nekaj poskuša in tako naprej. To, kar sva recimo, ne vem, z Ladotom delala, ne vem, v Slovenski muski ali pa tudi zdaj v predstavi, ki je pač v City teatru, če pogledaš po formatu, je to praktično stand-up. To je stand-up z glasbo, ne. Ampak
recimo nekako to označujemo pri nas za predstavo, raven zaradi tega, ker vključuje produkcijski sistem, ki ni stand-uperski, se pravi, ima scenarista, ima režiserja, ima scenografe in tako naprej. Tako da jaz mislim, da to je nekaj gledališkega, je pa seveda problem v tem, da se pač v komercialnem gledališču razmahnili to do te mere, ne, da se je zdaj začel, ime predstava je rado problematičen, ker gledalec več ne ve čist zares, če si ne pogleda orang, kaj bo dobil, ne, ker je lahko od do, ne, in nekak predstava, kjer so gor ljudje, ki nekaj dejansko igrajo, kjer je dialog in tako naprej, je v tem trenutku nažalost malo nasrkano, kot neka taka kolateralna žrtev tega logičnega pač šparanja, seveda, če imaš enega izvajalca, no, uporab sam mikrofon, je to ceneje, da se lažje okrog turati in tako naprej, ne. Ampak ja, jaz mislim, da to še zmer to, kar mi delamo, jaz bi temu rekel predstava, no? Performance, ne vem kako. Mislim, že parkrat si uporabil besedo komerc, ne? Zdaj pač samo se nekako zastavlja vprašanje, kakšen je potem tak tvoj odnos do pisanja, do samega ustvarjalnega procesa, ker pač načeloma že v izhodišču verjetno veš, kaj je zdaj ta ciljna, kdo je ta ciljna publika, komu je predstava namenjena, v kakšnem kontekstu se bo igrala in tako naprej, se pravi, ali v kontekstu tega, kar si sam imenoval komercialna, ali v kontekstu tega, kar pač, ne vem, imenujemo resno, ne? Kolikšni meri si tukaj že na začetku postaviš neke parametre svojega delovanja oziroma uporabljaš pač drug jezik, drugo govorico, drug humor? Ne, po moje uporabljam kakšno drugo temo, pa tudi mislim, da tle ne gre mogoče ta dvojnost komercialno in resno. Absolutno, je malo tako, ne. V bistvu gre, jaz mislim, da bolj za vprašanje komercialno in manj komercialno, ker recimo, ne vem, zdaj 2 let nazaj sem pač prvič nekaj naredil tudi v institucionalnem teatru, pač ta predstava, ki smo, mislim, ki se še zmer igra v SNG Gorica, Realisti, in mislim, če pogledamo, ne vem, besedilo te predstave, ni bistveno drugačno od kakšnih stvari, ki sem jih delal za Špas teater. Gre seveda za kontekst publike, ki je, lahko rečemo, da se zelo malo pokriva, mislim, da publika Špas teatra, pa recimo publika, pa mogoče niti ne goriške drame, ampak publika recimo ljubljanske drame, verjetno tlele obstaja nek res, ne pa absoluten, seveda tudi kakšni ljudje grejo, pa mogoče ne v Špas, ampak grejo pa, ne vem, v City teater, ampak mislim, moj stil humorja je isti, se pravi, jaz poskušam pisati tako, da nimam gledalcev za bedake, rajš imam, da kaj svalijo, kakor da bi jim vse čist na pladnju prinesel, tudi če je treba, mislim, žrtvujem ta element, da ni popolnoma prinesen in je zaradi tega mogoče kakšnega gledalca v kakšnem trenutku zgubiš, ampak se mi zdi, da pač, ne vem, tudi pri otroških predstavah se mi zdi isto. Mislim, če gledalec kjerekoli starosti začuti, da ga imaš za budalo in je hkrati plačal karto, zato si ga zgubil za zmerne. Tako da moj stil pisanja, stil humorja je isti, je pa res, da recimo, ne vem, pri Realistih, ki smo jih delali v Gorici, sem si prvoščil nekatere teme, ki jih ne bi šel delati v Špas teatru, ker približno vem, na kakšen način bi recimo občinstvo tam reagirali in vem, da se to sliši grozno, ampak ne, jaz verjamem, da te stvari ne bi bilo optimalno za predstavo tega tipa. No. Kateri, na primer, čisto? Pa zdaj ne vem, zelo dolga razprava o migrantski krizi, ne, ki je pač zapakirana sicer klele v skeč, ampak jaz mislim, da bi v kontekstu recimo tipične Špas teater predstave drug tip teksta je, ki bi vmes po domač malo ubil špuro predstave in pa je recimo, ne vem, pomensko je absolutno meni zanimiva zadeva, zdi se mi, da je treba povedati, ampak tudi se mi zdi, da se zato pa obstajajo različni teatri in različna občinstva. Mislim, se mi zdi, da tudi eni ljudje, ki ne grejo v mojo predstavo gledati v Špas teater, seveda pridejo tudi v tem kandrgem. Ampak se pravi ta nek subverziven element, kritičen element humorja, ne,
političen element humorja. A je mogoče to tista meja med tem, da je humor zgolj in samo zabava in da je lahko še nekaj več? Kako v bistvu, mislim, po svoje je to spet malo absurdno zastavljeno vprašanje, ne? Se pravi, humor je zabava, tukaj je po eni strani smiselno vleče načaj, ampak vendarle ta neka presežna vrednost, presežna vsebinska vrednost, ki jo humor lahko ponuja, kje in kako se po tvojih izkušnjah v bistvu porojeva, kdaj jo lahko, kako lansirati neko kritično, mogoče celo zelo sporno misel v vic, v štos, v skeč. Ja, mislim, po moje, recimo, politika je zelo dober primer točno te razmejitve. Jaz, recimo, političnega humorja in tako v principu ne maram kaj preveč, razen če ne govorimo o nekih širših globalnih temah, ker se mi zdi, da slovenska politika ponuja premalo. Se pravi, preminljiva je, akterji te politike se ne ukvarjajo resno s to politiko in je tudi vprašanje, zakaj bi se potem jaz ukvarjal resno z njimi. Ne? Tako da, ja, politika je recimo ena ta tema, kjer mislim, da se loči ta, rečemo temu, humorno gledališče, ki je namenjeno samo zabavi in humorno gledališče, ki je namenjeno tudi temu, da pa nekaj povemo oziroma damo gledalcu še neko dodatno sporočilo razen komedije. No, pa se verjetno ne gre za to, da se delamo norca dokler se samo delamo norca iz politikov, dokler jih pač zgolj, ne vem, imitiramo, ne se pač Karol Erjavec že sam po sebi govori kot en klovn in potem, če to še pač podvojimo in to postavimo na oder in izvedemo iz tega imitacijo, je stvar smešna samo zato, ker je ista kot original. Ne? Ampak čisto na vsebinski ravni me zanima, se pravi, ne, ko govorimo o naši konkretni politični sceni, o naših konkretnih političnih akterjih in akterkah in njihovi smešnosti, kje so po tvoje pač neka vstopna vrata za to, da v humor vstopajo teme, ki pa so pereče, ki so resne, ki so, tako kot si rekel, pač mogoče na nekem bolj globalnem nivoju pomembne za vse. Mislim, ok, zdaj, če grem čisto na praktičen primer realistov, kjer smo se, ne vem, ukvarjali od, ne vem, tega, da mladi ne dobijo službe do migrantskih težav. Mislim, meni se zdi pač dobra pozicija, ki smo si jo tukaj izbrali, pa tudi, ne vem, reakcije publike pričajo o tem, da nismo šli v moraliziranje, ker recimo to je ena prednost komedije, ker si lahko to privošči. Se pravi, da smo z nekim obešenjaštvom, z nekim v bistvu, rečemo temu balkanskim šlifom uleteli na ene teme, kjer bi bilo zelo lahko pač trpeti, pa povedati tako, kaj je, pa tako naprej, ampak mislim, tako, kaj je, govorijo vsi umetniki v tem trenutku, mislim, in iz tega zdi, ja, mislim, se, dobro, tudi gledališče, v katerem sedimo, je blazno angažirano, pa tudi druga, mislim, če nič drugega iz neke, tako rekoč, moralne obveze izhaja ta angažma, moramo nekaj povedati, ne, mislim, sej živimo v dobi tega post-teatra, kjer predstave ponovadi tudi izgledajo takole, da sta dva človeka z mikrofonom gor, ampak ne govorita stand-up, ampak tulta parole z rampe v nič hudega sluteče občinstvo, ne, in če vam izbiro, da se pa v teh istih tem lotimo vsem tako, da ljudje ne trpijo, ne, pa vsem povemo, mogoče v nekih trenutkih celo kaj več, ravno zaradi te distance, ki jo ima komedija, se mi zdi to super. Ne. Je pa tudi res, da tako spet slovenski prostor, mislim, da ker ne jemljemo države tega, da je politična aktivnost posameznika sploh neka relevantna stvar, tudi zares ne moramo imeti močnega političnega humorja, kot ga recimo imajo Italijani. Ker mislim, pri njih je očitno politika vsem bolj resna stvar. Ne. Mi politiko že v privat življenju na to, kot pravimo, da težko zdaj delaš predstavo, ki se prav zares nekaj ukvarja s politiko, ker je, mislim, malo je vsem vseeno.
A veš, v Srbiji ni vse, ne, mislim, tam ljudje dejansko, ne vem, grejo na ceste, protestirajo, dobro, res je, da imajo še 3-krat večje kretene tam na oblasti, kot mi, ne, ampak vse, mislim, pa krize, pa tako naprej, ampak dojemajo te stvari kot pomembne in v trenutku, ko so pomembne, lahko potem ali dramsko ali pa komedijsko tudi to uporabiš. Ne? Do trenutka, ki je po bistvu vsem za neko temo, ko bomo delali predstaviti. Ja, to je v bistvu zanimiv podarek, se pravi, šele potem, ko neko stvar jemljemo resno, se lahko iz nje zares delamo norca, če poskušam to nekako sižet. Uporabil se izraz moraliziranje, verjetno je ključen, se pa ni v bistvu izraz, ki bi bil ključen samo v sferi komedije, v sferi humorja, ampak v sferi pač umetnosti obče, seveda pač umetnost, ki zapade moraliziranju, je nekako že po definiciji tako rekoč slaba oziroma slabša. Ne? To je nek manjko gotava oziroma neka pomanjkljivost, ki jo neko umetniško delo ima. Ampak vendarle po drugi strani se zdi, da seveda je humor zavezan nekim takšnim ali drugačnim moralnim ali pa bolje rečeno etičnim predpostavkam. Ne? Verjetno, da vendarle sploh kot avtor, kot nekdo, ki sprejema odgovornost za tisto, kar je izrečeno, kar je zapisano, verjetno neke meje imaš oziroma si jih postavljaš. Ne? Kaj so v bistvu tiste, kje jo postaviš, kaj je tista tema, iz katere se pa ne vem, ki je pa ne bi vzel za objekt smeha oziroma je ne bi na tak način izpostavil publiko. Ali misliš, da je po drugi strani treba ravno tukaj razmišljati maksimalno emancipatorno in svobodno? Mislim, ne obravnavam nikoli zdaj tako, da pa rečem, točno to je tema, ki bi jo moral obravnavati. Mislim, jaz pišem, ne glede na to, da do zdaj sem vse pisal po naročilu, pišem iz sebe, pišem material, ki je meni smešen in za katerim tudi v stvarih, ki niso smešne, v tem materialu stojim v smislu nekega messagea. Pač kot človek se valjda spreminjaš, ene stvari, ki si jih pred 5 let nazaj napisal, jih mogoče zdaj ne bi, ampak takrat sem postal za njimi. Mislim, hočem reči, kar se tiče zdaj teh mejnih tematik, ne vem, ali obstaja tema, iz katere se nikoli ne bi šalil, verjetno obstaja, ampak tudi ne zanima me ta trenutek. Imam nek set tem, o katerih bi zdaj rad pisal in o katerih zdaj pišem, ne, in čez 3 leta bom pisal o nečem drugem. Mislim, pri mojem delu ne gre za testiranje meja žanra, no, ampak počnem tisto, kar se mi v tistem trenutku zdi zanimiv in seveda tisto, kar nekako sovpada s tem, kar počnemo v gledališču, ne, po domač, če postavljamo kabare, potem razmišljam v kontekstu kabareja, razmišljam v kontekstu zgodovine, kaj vse smo že videli, kaj smo pri nas videli v zadnjem času, kako bi naredil kabare, da je slovenski v tem smislu, da se opada slovenskim kulturnim prostorom, da ga publika lahko začuti kot svojega. Ne? Mislim, to so bolj bistveno vprašanje, kje je zdaj ta meja, kje pa ne smem več. Ne? No, ampak v redu, če pa razmišljaš širše, pač izven konteksta svojega lastnega dela in svojih konkretnih izkušenj, čist kot tudi opazovalec, kot bralec, kot gledalec pač dela drugih, kako pa v tem smislu doživljaš to mejo? Mislim, ne vem, seveda najbolj razpit primer, ki nam jasno takoj pade na pameti, seveda Šarli Hebdo in je cela zgodba okrog njihovega humorja in ja, vemo, da pač je njihova meja potisnjena zelo daleč. Ne? Zdaj, a je to po tvoje predaleč oziroma? Jaz mislim, da to ni vprašanje humorja ali pa humorista, ki je šel predaleč, to je vprašanje humorista, ki se je srečal z idiotom, ki ne razume humorja in se odločil. Jaz v bistvu se bolj spomnim na tisto, jaz niti ne našla zdaj toliko, niso mi toliko po glavi šle vse karikature Preroka Mohameda, ampak sem se bolj spomnil na tisto karikaturo po potresu v Italiji, s tisto lazanjo, ne vem, če si jo videl. Res je bila kruta, no, pač. In
tistem sem se meni osebno zdela mogoče korak predaleč, ker je šlo za trpljenje nedolžnih. No? Mislim, če bi jaz odgovarjal na to vprašanje, bi se verjetno rekel, to trpljenje nedolžnih je neka stvar, kjer mogoče vendarle obstaja ta meja. Ampak zakaj te sploh zaslišujem v navednicah na to temo? Če zato, ker me zanima, kakšna je po tvojem lahko, pa spet ni nujno, da izhajaš iz svojega dela, ta neka moč humorja v smislu družbenega angažmaja, v smislu tega, da nekaj spremeni, da ponudi pač drugačen pogled in predvsem, da prisili nas vse, da razmišljamo drugače in morda tudi posledično drugače delujemo. A ima humor to moč, da lahko v bistvu, če rečem, zelo patetično spreminja svet? Jaz mislim, da pri nas v našem prostoru niti ne toliko, kar se mi pa tudi po svoje zdi sreča. Mislim, da lahko zaenkrat delamo ta humor kot v bistvu več ali manj zabavo, nek element sprostitve, ker mislim, če pogledaš, kdaj zares humor in humoristi postanejo družbeno oziroma politično pomembni, je to v situacijah, ki niso dobre. Se pravi, ko je največja kriza, ko so mediji toliko razsuti, da pač več noben ne more nič povedati in se morajo dejansko humoristi začeti ukvarjati s politiko in družbo, pa pomeni, da smo že zelo globoko zašli. Mislim, zdaj sem pred kratkim sem gledal ta dokumentarc o Feral Tribune, ki sem ga recimo tudi kot mulc pač posledično zelo spremljal, in pač ko naenkrat prideš na to, da mora neka skupinica humoristov se ukvarjati z vprašanji, s katerimi bi se mogla ukvarjati politika pa pravosodje, sicer oni imajo krasen material za delo, ampak to pomeni, da je z družbo neki grozen narobe. Tako da, dokler je tako, da se lahko mi več ali manj samo hecamo, pa vsake toliko tudi kaj resnega povemo, in sem ještě zadovoljen. Mogoče en element, ki se ga še niso dotaknila, pa me osebno zelo zanima, je element nelagodja, ki ga se mi zdi, na katerega mnogokrat naletimo, ko govorimo o humorju, ko govorimo o komediji. Da se pravi izpostavljanje naših lastnih napak, naših pomanjkljivosti, naših napak, tega, kar nam manjka. In zanima me, koliko se ti pri svojem delu v bistvu poigravaš s tem elementom, se pravi, koliko razmišljaš o tem, ali je publiki lagodno, ko je soočena z nekimi stvarmi, ki jih recimo postaviš na oder, oziroma ali kdaj testiraš to mejo? Mislim se tako, ko sem rekel, jaz žanre zelo rad pustim primerno, mislim tako, ne testiram zelo veliko. Itak je tako, mislim, lagodje in nelagodje, mislim, to je osnova humorja, itak, mislim, pač to, da izpostaviš neke stvari, ki so mejne. Osnovno orodje humorja je to, da človek, ki je gor na odru, ki ta komedijski material nekako predstavlja občinstvu, da nimaš nikoli občutka, da on je zares zelo nameren človek, da bi rad kaj naredil v občinstvu, ampak da je, če se le da, najslabši izmed njih. Mislim, se tudi, če tako pogledaš, se večina humoristov niso blazno lepi ljudje. Mislim, ampak je že to en moment tega, da v nobenem trenutku se ne postaviš nad občinstvo v katerikoli kategoriji tega, da si boljši od njih, kvečem, res jim hočeš pokazati, da si absolutno si najslabši in takrat pač razpravljati o teh naših skupnih napakah. Seveda, ko razpravljamo o napakah, vsi imamo, če so skupne napake, si jih delimo, in to je v bistvu sproščujoči element humorja, da se pač lahko v bolj zatemnjenih dvoranah, kot je ta, potem skupaj
zarežimo tem napakam, pa rečemo, se sem res budala. Ne? Mislim, in seveda v primeru dobrega humorja se mi zdi, da lahko pa tudi pridela do te, ker me skozi malo praskaš s to katarzičnim momentom, ne? Lahko seveda tudi mogoče pride pri komu do nekega momenta, se je mogoče pa tako, ko sem prej razmišljal, ni čist, ampak mislim, ne bi zdaj šel na to, da pa lahko komedija blazno spreminja svet, no, ampak to je, se meni zdi dovolj, ne, mislim, imaš seveda, ne vem, v realistih imamo, konkretno je en skeč, ki je v bistvu koncipiran tako, da pridejo 3 stand-up komiki na oder, 2 povesta nek relativno normalen stand-up punchline, tretji pa pove verzijo tega punchlina, ki je pač tako grozljivo črna, mislim, to so pač res grozni štosi, ne, grozljivi, da pač publiko po domač vržeš na finto. Ker so se zarežali prvič, ker so se zarežali drugič, se v bistvu začnejo režati še tretjič in šele pol dojamajo, kaj on zares rekel. In dojamajo, da se režijo neki grozljivi stvari in potem utihnejo in potem se spet zarežijo, ker dojamajo, pač, da je vse skupaj seveda pač skečno. Mislim, tako da mislim, ampak to je neko igranje s formo v bistvu tega čisto fiziološke naše reakcije, ne vem, pravilo 3 stvari, ki je pač v komediji in v pravljicah zmeraj deluje, pač ne vem, tako smo, civilizacija se spreminja, ampak število 3 ostaja, ne vem, prvič, drugič, tretjič, vemo, da bo, ne, mislim, tako smo naštimani, zmer reagiramo, vemo, da bo, ampak še zmer reagiramo, tako da. Kako se v bistvu kot poklicni humorist zavedaš teh trikov? Dobro, se ta trojni je res klasični, se ga zavedamo vsi, ampak gotovo pa seveda obstajajo še kakšni bolj skriti in navadnim smrtnikom nedostopni. Koliko si pač študiral in koliko še študiraš komedijo, humor, druge avtorje, avtorice, zgodovino in tako naprej, koliko si v bistvu študiozen v svojem početju? Ne, študiram zelo veliko, probam ne gledati preveč drugih, kaj počnejo sploh, recimo stand-up in pa to, ker mislim, bolj je enostavno ta problem, ker tega materiala je toliko veliko, da je nujno se podvajaš in pač potem začneš sam razmišljati, se veš, tako kot pri Ruski, ko se spomniš krasno melodijo in naslednja stvar, ko začneš razmišljati, je čigava je, ne. Tako da, tudi bolj teoretično, kakšne stvari preberem, je pa tudi tako, no, saj zdaj te stvari jaz ne vem, koliko že 15 let zares počnem, praksa je itak najboljša šola, tako da pogruntaš te sisteme in včasih se mi zdi celo boljš, če ni vse ozaveščeno, ker si potem pa izpostavljen neki tej tehnikali, ne, in potem moraš spet najti sisteme, kako sam sebe presenetiti, recimo, ko pišeš, to smo zadnjič z Nikom debatirali, ne, točno o tem, da se mi zdi, da je lažje, recimo, monološke stvari, ko jih pišeš, so ful težje meni, ravno zaradi tega, ker nimaš likov, ne. V trenutku, ko ti pišeš nekaj, kar vsebuje like, ki zaživijo svoje življenje, se dejansko začne dogajati, da tebe te liki med tem, ki jih pišeš, presenetijo z neko izjavo in se zarežiš sam sebi, svojemu štosu, kar je sicer malo tako, ne, ampak malo nekritično, ne. Ne, samo všečno. Samo všečno zelo, veš, koliko se jaz ne režim sam doma. Ne, ampak ne, je pa dober znak, ne, se vemo, zakaj se to se pravi, zgodil se je neki in če si se ti zarežil sam svojemu štosu, obstaja ogromna šansa, se pravi, da boš presenetil tudi občinstvo, ne, ker seveda tudi občinstvo, ki veliko spremljajo komedijo, so pa tudi že marsikaj videli, ne, zdaj kako, vsi vemo, da smo se prišli režati, ne, zdaj vsi čakamo štos, ne, vemo, da bo, vemo približno, kakšna bo struktura, ne, v katerem trenutku, kako me boš presenetil. Ja, to se mi zdi še kar strašljivo to, o čemer zdaj govoriš, ne? Grozni. Ja. Zato smo vsi depresivni, tudi, ko smo žalostni glavni, tako naprej. Ne, ampak res, kako v bistvu, dobro, se nekaj si zdaj o tem govoril, pač kako presenetiti samega sebe. Verjetno je ravno z tega stališča poklic humorista še prav svojvrsten izziv, si predstavljam. Ne, mislim, kako v bistvu vzdrževati ta nivo vedno kaj novičnega izubljanja nekih, ali gre za rutino, ali gre za neke, tako kot sem prej rekel, neke pač principe, ki jih uporabljaš
uporabljaš, ali je to stvar, v kateri se zatečeš takrat, ko je, ne vem, neka ustvarjalna kriza. Ne bom te vprašal, kako izgleda tvoj dan, ker to bi bilo res vprašanje za... Super je, jaz se bojim sploh povedati, ker folk bo fauš. Krasen sem vam. Grem na kavo, grem na tržnico, malo pišem v kafiču, pa grem dam kuhat, pa malo tam pišem, pa grem pa spat. Ne, ampak čisto rekel si delo po naročilu, ne, da te v bistvu več čas spremlja, ne? Se pravi, nisi zdaj človek, ki bi, ne vem, si zastavil sam v sebi neko nalogo, mislim, gotovo tudi si, ampak sicer te praviloma delo doleti od zunaj, oziroma pač dobiš tako ali pa drugačno naročilo. Nekdo ti že postavi parametre. S tem, da zdaj imam že to srečo, da na večino teh naročil lahko vplivam do te mere, da nekdo reče, posluš, mi bi nekaj rabili, pa jaz rečem, kaj pa če. Ampak ne, delam ga tudi stvari, ki so pa tudi zelo specifične. Posluš, rabimo to pa to, ali lahko to narediš v tem pa tem času, lahko ali pa ne. Ampak mislim, ne, kar se tiče pa te inspiracije in tega, jaz mislim, da tako pri komediji zelo specifično imaš dve špuri. Ena špura je to, da je dobro, da skozi vadaš, se pravi, več, ko pišeš, enostavno boljš, ampak tako, kot pri večini poklicev, ne. Druga, ki se mi pa zdi, da je v bistvu bolj nek pisateljsko, literarni moment, je pa probi doživljati nove stvari, ne. Ker ljudje, mislim, vsaj kakor opazujem, ljudje, ki so ostali v istih družbah, v istih dogajanjih, ne potujejo, ne berejo knjige, so recimo krasna stvar, sploh če delaš neko temo, ki je novo, ne. Se pravi, da pridobiš neko novo količino znanja, tudi če nič konkretnega iz tam, da sam imaš ti pri sebi občutek, da si se spremenil, zato da lahko pišeš nove stvari. Ker ne predstavljam se, če recimo ne bi prebral naslednjih 10 let nobene knjige, pa nikakor ne bi šel, ne vem, lahko napišeš kaj zares smešnega novega, mislim. Pa predstavljam si, da ko govoriš o tem, da je treba brati knjige, ne govoriš samo o smešnih knjigah, ampak pač... Ne smešnih knjigah. Knjige o stvareh. Zdaj, ker zdaj, to, kar zdaj govoriš, v resnici ne zveni kot nekaj posebnega, ne? To mi je, se pravi, poklic humorista v tem smislu, ne, je pač običajen ustvarjalni poklic. Iste čeri so tukaj in hkrati ista pravila, kako se jim izogniti. A se čutiš tako, pač ker veliko pišeš, ja, naredil si sam to paralelo s pisateljskim ustvarjanjem. A misliš, da je tukaj, mislim, neka sličnost, neka sorodnost, neka paralela, pač... Ja, mislim, se to je književnost oziroma dramatika v komedijskem žanru, ne, tako da mislim, ja, se to je isti poklic. Mislim, da sem celo zaveden sem kot književnik na ministrstvu. Sem kar ponosen. V Sloveniji zveni dobro to. Absolutno. Si pa brez predsednice. Si pa brez predsednice. Ja, to mi je, ker ne morem spati. Ne moreš spati. Ne vem, kaj se je zgodilo, ti veš. Ne, ker ona ni ničesar povedala, sicer to je, tako da je vstopila v tišini. Nisem član društva, sicer. A še nisi? Ne veš kaj, preveč se ti pravim, zdaj sem šele začel inštitucijo, malo. Najprej grubo, tako. Seveda, da ne bova preveč zaprto na ta mini krog, če bi s kakšnim medklicem radi sodelovali, ste že zdaj vabljeni. Ali se malo gledamo 3 sekunde in pol? Pa damo mikrofon na okrog. Ne se pa malo lahko. Zdaj smo malo ta pro et kontra izpadla, kaj si pa vi mislite? Vem, da se nočeš pogovarjati o politiki, ampak vsem pač je ta moment se nam zgodil, ja, imamo humorista, ki je premier. Dobro, koliko humorista je v njem še ostalo, kako ga ti gledaš in bereš, kako bereš njegova, vidiš, razumeš njegova ljudska modrovanja. Ti je kdaj smešen? Ali so ti... A misliš, ko je bil še humorist? Ne, mislim kot zdaj, kot ta novi lik, ki ga zdaj igra. Ne, to mi ni smešen, ker pač bi mogel biti politik, ne, spet smo pri tej majhnosti, mislim, se razumemo, zakaj se to dogaja. Pač malo nas je normalno, da se dogajajo tudi te nenavadni prehodi, ampak recimo, evo zdaj vmes, ki si govoril, mogoče je vam dober primer tega, ne, ki sva govorila o ruralnem pa urbanem, ne. V bistvu je točno to, ne. So ljudje, ki delajo humor, ki recimo, jaz mislim, da ne morajo iti v center Ljubljane, recimo konkretno serpentivško humor,
bo težji delu, bo seveda do določene mere delo tudi v Ljubljani, ampak je ruralni, se pravi v bistvu kontrasmer. Se mi pa zdi, da to, kar dela v Ljubljani, bo delalo načeloma povsod, ampak to je samo tako medklic. Kar se pa tiče, ja, mislim, ne vem, mislim, spet zdaj to, veš zakaj, malo je tudi nepravičen zdaj cel ta, on je humorist, ne, in to je zdaj najslabša stvar, ki se je zgodila v Sloveniji. Mislim, kva je pa Bavčan, no, plizno, in je bil pa osamosvojitelj, ki je kar naenkrat iz čista mira upravljal neke firme, ka on pa zna upravljati firme, ali kaj, ali pa ne vem, na Hrvaškem so naenkrat unih 50 familije naenkrat imeli v lasti kompletno gospodarstvo in vse, in to je ok, ker niso humoristi. Mislim, tako, se mi zdi tudi tako, no, sej Šarc, kokarkoli, mislim, da tako, če hočeš biti kokar toliko v redu humorist, v smislu, da si hiter, to kaže že neko osnovno mentalno sposobnost, kar ne škod. Zdaj pa, koliko bo pa on lahko dober politik, oziroma koliko je dober politik, je povezan s 1001 drugimi elementi. Hočem reči, dejstvo, da je bil humorist, se mi ne zdi odločujoče v tem, da bi avtomatično zaradi tega moral biti slabši politik. Ne, nikakor, jaz sem imel samo nasprotno pričakovanje, ker ravno to, kar si zdaj rekel. Pa se strinjam. Ja, verjetno, ne vem, Boga videla post-festom, ko se štejejo pluse po minuse, ampak ne, to, kar si zdaj tudi sam rekel, ja, smisel za humor vendarle doživljamo kot nek znak inteligence, ne, pač a priori. Duhoviti ljudje, sploh ljudje, ki so hitri v tem, ne, so percipirani in praviloma upravičeno kot, ja, inteligentni. In tle sem, pa ne, da bi zdaj imel, da bi se mi zdaj zdel kaj manj inteligenten, ampak ali pa bolj kot prej, ampak definitivno pa jaz bolj pogrešam tega humorista, ki ga pač ni več, oziroma... No, bolj je pred njemu tako, če bi bil on še boljši humorist, bi bil verjetno tudi bolj inteligenten politik, ne? Tako da mogoče je preslab humorist bil že v štartu. Ja. Kaj mislite vi? Ne, pa ljudje imajo radi Marjana. Vem, sem podporoma blazno. Vem, sem videl, sem zdaj malo padel. Ja, če sem začela s tem humorjem v deželi pridnih, ne? Ok, rekel si, da si pač, da si odraščal, mislim, ti si odraščal v donaciji, prav? Ne, samo tukaj. Rojen, v Fužinah, vse je že dobro. Zdaj sem malo mička, sem se ustrašil. Ampak vendarle, ja, potem tako imaš vseeno to neko, imaš to arhetipsko slovensko šalo. Kaj je zate ta nek tipičen primer standardne, tipične slovenske šale? Omenil si, da si se učil Jako Šrafcigerja na pamet. Ja, ne znam več. Ne znaš več, če znam, ja. Ker jaz sem, meni bi tudi ne vem, zakaj točno je bil strašno fascinanten, ko sem bil otrok. Čakaj, veš, Šimek, ne, še zmer pustimo zdaj, da je on prihaja iz generacije Vicmacherjev, ne, se pravi, nekaj šal so seveda tudi oni naredili, ampak to je bilo bolj to ljudski pevci, se pravi, pobral sem izpovsod šale, hodim okrog in jih pripovedujem, ampak on je kot pripovedovalec šal izjemno efektiven, mislim, jaz sem ga še po moje 5+ let nazaj gledal na teh nekih telovadniških prireditvah in mislim, tip super žgete. Mislim, če rabaš človeka, ki hitro govori vice in o pravem tajmingu, je to on. Se ta performerski moment, če govoriva o stand-upu, recimo pri nas, se ti zdi, mislim, jaz sem pač že nekajkrat vendarle, sploh se mi zdi pred leti, ko se je žanr uveljavljal, ker na nek način se je uveljavljal, ne, in je bil po vojih in so v glavnem vsi ti ljudje se tudi šele razvijali in tako naprej. So bili momenti, ko se mi zdi, je bilo te neke odrske nespretnosti kar precej. Se ti zdi, da se ta performativni element stand-upa razvija, je tukaj viden nek napredek, oziroma kako nasplošno ti gledaš na ta gledališki vidik stand-upa? Da je nekaj samo prezenco. Dobro, s tem, da je to traja več let, je absolutno več ljudi, eni, ki so talentirani relativno za to, pač so se naučili marsikaj, zmer bojo unita mladi, ki prihajajo čist na sveže in seveda nimajo pojma. Meni se zdi kvečem pozitivno to, kar se zdaj dogaja,
da se je malo začelo te generacije med sabo, da pridejo pa vprašajo, kaj, pa ne vem, pridejo pa gledajo druge kolege, ker nekaj časa je bilo v Sloveniji tudi ta zelo vsak na svojem okopu, ne, in vsi so geniji za vse, ne. Tako da, mislim, je neko to sodelovanje znotraj te komedijske scene, ki se mi zdi, da je samo pozitivno, da se učiš od ljudi, ki nekaj vejo, ne, oziroma da tudi ti predaš neko znanje, če ga imaš. Mislim, kar se tiče pa tega, a je boljš, mislim, spet, tako majhen trg smo, če pogledaš, recimo, ne vem, pa recimo v LA-u, kjer sem pa bil, ne, kjer sem recimo malo hodil po teh komedi placih, težko rečeš, da v ogromnem mestu, kot je Los Angeles, da povprečen mlad komik, da je pa bistveno boljši od povprečenega slovenskega. Ne, gre za to, enostavno on je tudi šele začel, ima seveda prednost ogromnega trga, se bo hitreje naučil, ima tudi reference, ki jih lahko, boljše reference, ki jih lahko opazuje, se pravi, ta napredek bo hitrejši, ampak mislim, zmer so iste težave, zmer greš iz nič nekam pač od talenta. Kaj pa medijski prostor, kaj pa radio, televizija, se tudi tukaj imaš precej izkušen, kako se pa tukaj v bistvu najdeš oziroma doživljaš stanje humorja, deželi pridno? Ja. Vemo, pač parodija. Ja, mislim, premalo ga je, jaz mislim, da je škoda, mislim, nacionalna televizija je itak v svojem razvedrilnem programu praktično ugasnila, vse skoraj dobro, ok, Jonas ima zdaj spet šov, ampak to je po letih in letih nekaj, kar je napisan humor, se pravi, kar ni kviz, kar ni neki ostale televizije tudi, mislim, jaz se trudim že leta in upam, da nam bo ratal kmalu sproducirati spet eno humoristično oddajo, ki jo dejansko, ne vem, pišemo, kjer so skeči, kjer so neke nove domislice, da ni zadeva licenčna, tako da upam, da se vkle kaj premaknali, ker ja, ta trenutek televizija, kot da namerno dela, da bi se čim bolj poklopila oziroma oddaljila od svojih gledalcev, ki jih že itak nima blazno veliko. Zakaj misliš, da je temu tako? Mislim, je treba zdaj tukaj iskati neke globje vzroke v smislu tega, da si pač ne želimo, ne vem, resnega razvedrilnega programa, ker ne vem, bi lahko povzročil kakšne negativne stranske učinke, v smislu, da bi naredil ljudi bolj pametne, ali gre preprosto za to, da ni volje, denarja, sposobnosti tam, kjer bi pač vse to moralo biti. Jaz mislim, da glavni razlog je ta, zakaj je Bavčar imel firmo in zakaj je Šarc zdaj tam, kjer je, se pravi, da so pri nas večinoma napačni ljudje na odločevalnih pozicijah. No. Ker da se vse narediti, tudi z manj denarja se da narediti, če se nekdo odloči, pa ve, kaj se je odločil. Ne. Pri nas je pa pač imamo to kulturo nenehnega strahu, ker vsak šef ima svojega šefa, ne, in kva bo zdaj rekel, a bo kdo kriv, če kaj ne bo ratal, ne. Jaz mislim, da je to odgovor, ne, se pravi, samo nek malo strahu, malo neznanja, malo nezainteresiranosti in potem, če ni treba glih delati novih humorističnih oddaj, jih pa pač ne delamo, ne, tako da. Prav čist banalno, brez. Jaz mislim, da ni tle političnega ozadja. Ne mislim političnega, mislim čist ta nek obči strah oblasti pred tem, da bi humor razgalil kaj, česar ne sme razgaliti. Oziroma je bolje, da ne razgali. Ne. Mislim, saj, če gledam po sebi, kaj bi jim pa naredili, saj smo prijazni ljudje, ne, mislim. Mi se malo šalimo in vse je v redu. A misliš, da je dobro izhodišče za humorista, da je prijazen človek, a ni tako, da mičkan zlobe po vsem tukaj mora biti prisotno? Jaz govorim, da sem prijazen, to je drugače. Zdaj vas pa že resno nagovarjam, kakšni bo... Človeku je zmanjkal, vidim tale listek, tle, že pol ure nazaj mu je zmanjkal, razmišljuje si vprašanja. Zelo hitro odgovarjaš in zelo jezernato in tudi ne, kako se reče, koncizno. Se lahko tudi preklopamo filozofski. Ne, če ima treba ni ta torek je slavno za filozofijo. Dobro iztočno sem rekel. Mogoče bi bilo smiselno poskušati malo preseči pogled na humora kot medijev, zgolj bodi si v funkciji razvedrila ali pa v funkciji distance do neke resne teme, ki jo potem mogoče v svoje resnosti še bolj resno pogledaš. Nekaj dober tipičen primer vedno South Park s to brutalno subverzivno afirmacijo, kako nek družbeni problem prižene do samih ekstremov in
mogoče bi si vrnil Boštjanec rekel, kaj je seveda res smisel za humorje znaki inteligence, kaj pa če bi se mogoče vprašali v bistvu potreba po humorju ali pa po smehu, v bistvu organska potreba, tako kot, ne vem, potreba po hranjenju, potreba po bivališču. Zakaj to sprašujem? Ker se mi dostakrat zgodi, da se soočam z nekimi konteksti, kjer vidiš, da je neka prisiljena potreba po smehu. Ne vem, greš v neko resno gledališče, na predstavo, ki je podpisana kot komedija in ljudje se že na prvo repliko takoj začnejo hektično smejati, čeprav v resnici ta še ni smešna. In se sprašujem, ljudje očitno imajo neko organsko potrebo potem, da bi se v svetu, v kakršnem živimo, smejali seveda več. Eno je seveda, da obstajajo čisto umetnostni ali pa gledališki žanri, ki to potrebo zadovoljijo. To je sprašujem, obstaja neka geneza te potrebe po smehu, ki je organska, je to kulturno pogojeno, je to nekaj, kar je v človeku, kar človek mora se smejati, da ostane normalno. Boš ti odgovoril, jaz ne, kaj vprašam. Ne, vem, kaj vprašam. Jaz mislim, da so to ljudje, ki nimajo nasploh organske potrebe potem po humorju, da bi se smejali. Recimo, če si bil kdaj na kakšni občini ali pa na pošti. Se pravi, te ljudje, ampak ne, kar se tiče, po mojem bom tebi težko odgovoril, ker po mojem čez drugač gledaš na gledališče, kot jaz ne. Jaz gledam funkcionalno, ne, tako na dramo, kot na komedijo. Mislim, da ljudje hodijo v teater. Osnovna potreba, mislim, da je doživeti nekaj in mislim, da jo lahko prevedemo tudi v ime zgodba. Se pravi, videti nekaj, tako kot greš brati knjigo, samo da je to pač drug medij, ali kot greš gledati film, se pravi, grem pogledati zgodbo. Zdaj pa to zgodbo mi bojo podali ali s podnapisom komedija, ali s podnapisom drama, ali kakorkoli že ne. In absolutno, da si kot uporabnik tega nastavljen, seveda, mislim, unika se zarežijo takrat, ko še ni smešen, pač mogoče nimajo najbolj smisla za humor, pač mogoče se jim zdi, da pač za unih 21 evrov mora takoj biti smešen, ne, in se bojo pač, ampak vse to je super, on je plačal karto, on se bo odrežil dvakrat bolj, kot on ta drug, ko štekaš to vse, veš. Mislim, hočem reči, za svoj denar je dobil velik, ne. Zdaj pa, ne vem, kaj zdaj čist zares v bistvu biti vprašanja, a obstaja v nas nek človeški gon potem, da rabimo humor, je to bilo vprašanje. Jaz ga rabam, ampak se ti pravim, so pa kakšni ljudje, ki so kar zamorjeni. Večina ljudi rab humor, ampak dobro, mogoče pa tako, mogoče je to dober primer. Neka družbena konvencija je, da ko se imamo dobro, ne, se hahljamo, ne, da, veš, sva midva za šankom, pa jaz ne, te porami, pa povem, tester, pa ne, pa enega tega gostilniškega spustim, ne, in se oba dva malo zareživa, čeprav verjetno, što ni ful dober, ne, ker je to konvencija, da se mava dobro, da prepoznava en drugega kot človeka, ki se mava dobro v družbi en od drugega. Tako da, jaz mislim, da komedija v gledališču na nek način je podaljšek te funkcije. Se pravi, mi se dobimo v eni dvorani in prepoznamo to našo skupnost, no zdaj se bomo pa imeli uro pa pol mi dober, seveda, v primeru, da je dobra komedija in da ima zgodbo, ne, to, kar sem začel, se bomo imeli zares dober, če bojo štosi presenetljivi, nas bojo zares presenetili, ampak ja, če se zdaj vrnemo na vprašanje, ali rabimo, ali obstaja organska potreba po humorju, mislim, da je odgovor da, dokler bojo ljudje hodili na stvari, ki so označene kot komedija, ali pa se dobivali doma, pa si pravili vice, to pomeni, da obstaja za te ljudi organska potreba. In jaz upam, da jih nav zmanjkali, pa tudi, tako, sproščujoči občutek smeha, jaz ful rad hodim recimo na predstave svoje, tudi gledati zaradi tega, kva se dogaja, v smislu, kva oni počnejo na odru, ne, in tako naprej, ampak uživam gledati ljudi, ki se smejijo, ker je pač to
krasen občutek. Mislim, recimo v primerjavi, recimo, če bi mogel usporednico z muziko, mi je boljši občutek, kot če gledam dvorano ljudi, ki so začarani od neke glasbe. To je sicer krasen občutek, ampak to, da se pa sprosti ta energija, da ta ventil se sprazne, ne, humoristični je pa meni energetsko še toliko bolj, recimo. Zakaj pa misliš, da muzika ne spravlja v smeh, oziroma neprimerno težje? Zelo težko si predstavljaš koncert, kjer se, pa ne govorim zdaj o smešnem besedilu, o smešnem prijavi med dvema komadoma, govorim o muziki sami, ki bi z nečim vzbudila smeh med občinstvom. Zakaj? Se pravi, če rabimo besedo in očitno jo rabimo, ali pa gesto, ne, se pravi, očitno sta to ta dva nivoja izražanja, kjer je smeh neka možna reakcija, recimo glasba, praktično nemogoče. Slika spet občasno lahko seveda, ampak je praviloma spet povezana pač s konkretno vsebino, morda s tekstom, v smislu karikaturne in tako naprej. Muzika je pa tukaj, zdi se, impotentna. Mislim, da gre za hitrost sporočanja, ne? Se pravi, z besedo veliko hitreje opišeš veliko bolj specifično situacijo in jo potem obrneš, ne? Glasba je dolgotrajen medij, se pravi, če govoriva o inštrumentalu, ne? Glasba brez besedila je medij, ki ima drugačno časovnost in mislim, da zaradi tega težji upelješ nekaj, kar je smešen, se pravi, da se zgodijo preobrati, ki so do te mere abruptni, da so lahko smešni. Tibor, bi pa jaz tebe nekaj nazaj vprašal. Mi grede, kar se tiče te organskosti pa fiziološkosti, po mojem nihče od nas, ne vem, no, vsaj od nas, ki nas poznam, dvoma, da ima dovolj znanja o tem, da bi znal to razložiti. Sem pa pred kratkim na internetu, prosim, bral, zakaj se smejimo, zakaj smo žgečkljivi, oziroma zakaj smo žgečkljivi ravno na teh telesnih predelih, recimo, ne, vrati in tako naprej. In bojda je to povezano s tem, da pač so to predeli našega telesa, ki so zelo ranljivi, ne, in da v trenutku, ko prepoznamo, da je ta intervencija strani nekoga drugega nenevarna, nas to sprosti do te mere, da se začnemo smejati, ker pač ugotovimo, da naše življenje ni ogroženo. Prebral sem to na internetu, je zanesljiv ver. Ne, ampak tako da v bistvu, če se režiš komediji, to samo pomeni, da si prepoznal, da tvoje mentalno zdravje ni ogroženo, da si se sprostil. Ampak recimo Slovensko mladinsko gledališče v zadnjih letih, ja, ne, ki mu je tolikokrat očitan politični angažma, po drugi strani pa ima na repertoarju v bistvu praktično nič, oziroma zelo malo komedije. Kako to? Prvo je, jaz se s tem ne z več mislim. Ravno, kar ste bil prizorjeni dve, ena sicer bolj v žanru satire, ena pa mislim, da je kar zelo hlena komedija, še enega, lahko rečemo, ne moramo reči humorista, da imamo za Andreja Rozman-Roze, ki zna to zelo dobro nasmeti, ker zdaj se misle, recimo ta predstava podaja. Jaz bi drugače rekel, jaz tudi te predstave, ki so pogosto etiketirane kot politično angažirane predstave, pa tudi temu tej sintagmi se je zelo opira. Tudi Jure je rekel, smo v teatru, ki je pogosto angažiran, to je etiketa, ki nam je bila oddeljena, da se ni nič bolj angažiran, kakor mogoče kakšen drug direktor gledališča, zanimajo nas pač neki konkretni žanri. Vam rekel, katere politično angažirane predstave so bile najboljše, tiste, ki so imeli not ne samo kamček, ampak kar precej humorja. Ravno za prejšnje analogije Southampton, ta je stvar prekleto resna, ravno takrat, ko lahko s humorjem zavzamemo za trenutek neko distanco, kar je zelo konsistentno s tem, kar se ti povedal o resnih temah in humorju, kar potrebuje. Se mi zdi, da tudi politično gledališče, kljub temu, da seveda ljudi ne razveseljuje na ta prvi instant mah brez humorja, je v resnici moraliziran. Ravno humor je neko to zatočišče, ki mu nudi ta odmik od zgolj, kaj ne rečem, pamfletizma in tako naprej. Pa tudi
sami pamfleti, parole, vse to je možno narediti smešno. To je, se mi zdi, evo, politično gledališče s humorjem je isto, kar čemu tudi mislim. Nam je eni se mogoče bilo ravno zdaj predstava, da se nekaj nasproti stvari, to je žal politične satire. Ne glede na to, kako resno tematiko. Jaz bi tudi izkoristil tisti, ki še niste si pogledali realistov od Seneka Gorice, jih ujamete kje, ker se mi zdi, da izpolnjujejo vse te okvirčke, se pravi, so politični, pa so smešni, tako da nisem hotel, da zdaj izpade, da so to neke ekskluzivne verzije, ali je tako, vse da vse, ampak mislim, da je pa pač se tudi dobro zavedati, za kam delaš, za kjer teater in kaj boš pol naredil. Mislim, to je pa neka obrtna odgovornost, mislim, da ki pač, kdo je tvoj naročnik po domač. Mogoče sem, sorry, ali smo zaključili? Ne. To, kar je ti rekel, se mi zdi zanimivo, v bistvu, se pravi, mislim, da so ločene stvari. Eno je smeh, pa potreba po smehu, pa mislim, da se tudi te zadržene gospe na pošti na dan je bilo dokazano nekajkrat zasmejijo, no? Tako da v bran njim. Ampak, jaz mislim, da lahko humor v katerikoli predstavi deluje ful pozitivno kot uprizoritveno sredstvo, se pravi, ne glede na to, ali je stvar komedija ali tragedija, whatever. In da je že Shakespeare pisal tragedije s ful močnimi nekimi humornimi vložki, glih za to, o čemer ste zdaj govorila, ne? Ampak ful zanimiva stvar, o kateri pa smo zdaj na koncu govorili, je pa strah pred komedijo v institucionalnem gledališču ali pa strah pred komedijo v umetnosti, ne? Se pravi, se odločiti, da nekaj izpostaviš kot komedijo iz strahu pred tem, da je to a priori plehko, ne? Se pravi, ali pa, da dobiš v obdelavo komedijo in jo narediš najbolj grozno možno, se pravi, najmanj komično, ne? To sta dve stvari, ki se mi zdi, da danes ful prisotni, pa ne vem točno, zakaj bi bilo temu tako. Ali pa, mogoče je moje opažanje zmotno, ampak zaznavam nek strah pred odločitvijo ali pa stati za komedijo v nekih umetniških vodah in se sprašujem, od kje. V bistvu vaju sprašujem. Meni ena stvar, ki mi prva pade na pamet, pa mislim, da je tudi vsaj delno resnična, je to, da ima komedija ta problem, da je absolutno preverljiva. Se pravi, ko nekaj označiš za komedijo in če se ljudje ne režijo, pomeni, da si slabo naredil. Drama ima srečo po svoje, ne, in tudi prekletstvo, da nima te preverljivosti, kar pač vsi igralci vejo, ne, pri drami ne veš, sej lahko ti čutiš publiko do ene mere, ne, ampak ti lahko končaš predstavo, ljudje so vljudni, zaploskajo ti enkrat, drugič, tretjič, kar izpolne vse standarde dobro izvedene predstave in vendar ne veš, kaj si naredil. Zdaj pretiravam namerno, ne, se čuti dvorana tudi pred drami. Komedija je absolutno preverljiv medij in seveda zaradi tega nosi s sabo neko grozljivo odgovornost, se pravi po domač naredil si, nekaj si produciral 2-3 mesece neko komedijo, pride občinstvo in se ne smeji. Vsi vemo, kje smo, ne, se pravi, narobe, lahko zaključiš zgodbo, ne, mislim. Mislim, verjetno enačba vseeno ni tako preprosto, da je komedija dobra, oziroma da je kvaliteta komedije izmerljiva zgolj s količino smeha. Ne s količino smeha, s tem, da se ljudje smejijo, oziroma da se ljudje, deva reč, bolj zabavajo, ne. Kar, mislim, to je absolutno bolj merljivo, ne, mislim, se prav. In naenkrat tudi seveda kot verjetno nek vodja gledališča, boš se vprašal, do kjere mere se hočemo izpostaviti, ker seveda, mislim, občinstvo je pa tudi ratal s tem, da smo naenkrat na globalnem trgu, ne, z internetom smo, pač, kolikor pogledaš, z YouTubeom, z vsem, z drugimi kanali smo ratali na globalnem trgu in naenkrat se primerjamo z najboljšimi. In zdaj občinstvo, ki bo prišlo na sled in nekaj označeno za komedijo, no, dej, zdaj pa dejte, ne. In je seveda, se mi zdi, z tega stališče absolutno večji pritisk. Mislim, druga stvar je pa seveda ta večna debata,
ali je komedija nekaj, kar sploh spada, mislim, da smo danes že dvakrat omenili te resne institucije, as opposed to neresne institucije, ne? Ali komedija spada v resne institucije, kar je že ta aristotelski izgubljena knjiga, zakaj in čemu se je izgubila, nihče ne ve. Ampak jaz mislim, da glede na to, da je že skozi komedija absolutno prisotna tudi v instituciji, seveda spada, ampak ima pa svoje težave, da je na nek način je veliko bolj obrtna, kot si ljudje, ki želijo si umetniško ustvarjanje predstavljati, kako bi rekel, manj obrtno. No? Mislim, obstaja tudi neka ta fantazma umetniškega ustvarjanja, ki nima zares veliko veze z obrtjo, ampak izhaja iz nekega navdiha. Komedija pa je v bistvu dostkrat nasprotna tej logiki, ker komedija seveda mora izhajati iz navdiha zaradi zgodbe, ampak vsi drugi elementi komedije so pa tako absolutno obrtni, da mislim, da do neke mere straši to tudi določene ustvarjalce. Ok, mogoče, zato ker si najprej sam rekel, da ni razlike tvoje vice v ruralno okolje dojema, pa si pa rekel, da Serpentiškove vice pa tukaj ne dojemajo, tam pa jih dojemajo. Pomeni, da je razlika, samo Serpentišek bolj zadane tisti duh, ti pa nekako splošno. Oziroma, še zmer mi ne gre, da res ni razlike, oziroma pa si rekel, da je razlika. Moji vici so boljši, ne? Zato ker zajemam širše občinstvo. No, ampak kaj pa bi bili pa, no, vidiš, pomeni, kje pa je ta razlika, ker Serpentišek je pa zadev, ruralno, urbano pa ne bi trzal, ne? Čisto, me zanima. Pomeni, ker si pa rekel, da Ljubljana pa itak, da ni mesto, če že, ne, ampak vidiš, da Serpentišek je pokazal, da je. Ne, seveda, gre za nijanse, lej, mislim, evo, če gremo čisto na praktičen primer, Tatej Toš. Krasen komik, stand-up ima, ki ga mislim, on razprodaja polni dvorane, vzhodno od Trojan, vse. Absolutno ljudje ga imajo radi. Mislim, on je zvezda, on je super zvezdnik. Na tej strani v Ljubljani ima problem. To ni, pa ne zato, ker govoriš tose, ki jih Ljubljančani ne bi razumeli. Vsi razumemo vse. Ni zadev kulturnega miljeja na način, da bi ga ljudje kupili za svojega. Se pravi, kaj pa jaz kot takrat, ko ustvarjam za vse in za celo Slovenijo, spet za to, za vzhodno, pa poskušam zaobjeti, kaj je naš skupni kulturni miljej, se pravi, ne štajerski, ne dolenjski, ne ljubljanski, kaj je naš slovenski prostor. In če ti to uspe, potem narediš to predstavo, ki je dovolj široka, da pokrije celo to območje. Tako mislim, ne sem ti odgovoril. Mogoče. Okay. Ne, bolj me je to zanimalo, urbanost, ruralnost. Vsem se mi je zdelo, tudi jaz imam težavo postaviti Ljubljano. Ja. Ne, čisto. Se sam sprašujem, koliko je to mesto ali ni? Ne? Jaz mislim, da ni veliko mesto. No? Mislim, ne, ampak jaz mislim kulturno. Ne? Kaj pa je zelo... Evo, dobro, spet pogledamo. Drug primer. Filmi Jebiga, Šiška Deluxe. To se lahko strinjamo, to so zares ljubljanski filmi, to so mestni filmi. Kakšen uspeh so imeli izven Ljubljane, ker so bili spet, ker so zajeli, vsaj po mojem, zelo specifičen, res ozek milje, ampak hočem ti reči, sam pomislil, koliko ozka tema je teh filmov. Se pravi, ne ukvarjajo se z družbo zares na širši ravni, ampak so si izbrali fenomen, ki so ga, mislim, da prav moram najti. Veš, to je zdaj, da bi jaz naredil, ne vem, če bi naredil predstavo o drum and bassu, si predstavljam, da ok, ampak tudi, evo, mogoče je to dober primer. Lahko rečemo, da je to urbana tema, lahko rečemo celo, da je ljubljanska tema, ampak v Ljubljani bi to predstavo šlo gledati 30 ljudi in bi bilo konc, čeprav živi 300. Se pravi, Ljubljančani nimajo, kot mesto, nimajo enega povezovalnega elementa, ki bi jih močno ločil od ljudi, ki živijo izven Ljubljane. Po mojem. Ja. Gremo na pivo? Ne, gremo na pivo. Gremo na pivo.
Mislim, da ne bo izpadel tako, ne bova ga midva plačala. Lahko pa gremo vsi rabiti. Gremo vsi vsak svojega. Vsak plača svoje. Smo pa ne vsi odlični. Jure Karas, hvala.